Živjo. Kako ste? Ste zdravi? Ste zadovoljni? Je bil naporen dan? Jaz sem danes še polna občutkov iz sejma, pa polna občutkov iz včerajšnjega dogodka. Ob izidu knjige Najvodila za najstarše in rada bi delila nekaj stvari z vami. Predvsem, če me kdo posluša, ki je bil na tem dogodku, bi se vam rada zahvalila za udeležbo, za podporo, za vprašanja. Meni je bilo tako, ker sem že napovedala, da bo mehko, empatično, prijazno. In še posebej bi se zahvalila Noahu, ki je res naredil tako prijeten večer s svojimi vprašanji, bila so smiselna in dejansko, Noa, tvoje vprašanja so v bistvu zvabila iz naju v bistvu tisto globino, ki jo ti vodniki za starše nosijo v sebi. Vem, presenečeni ste, ta knjiga je precej bolj drugačna od knjige, ki sva jo napisala prvič. Ima veliko manj besed in veliko več vprašanj. To sva naredila z nekim smislom. Najin smisel je v bistvu ta, da iščeva načine, kako bi čim več ljudem naenkrat lahko pomagala. In v zvezi z Najvodili za najstarše, to veste, da bo zbirka knjig, da to še ni konec, ta knjiga. V zvezi z Najvodili za najstarše bo prišlo ven še veliko enih projektov in veliko podpore za vas, ki bo vključena v ceno nakupa teh knjig. Za enkrat tega še ne napovedujem, zato ker so stvari, ki jih z Albertom pripravljava, sva sama in grejo stvari bolj počasi zaradi tega. Ampak na nek način pač te stvari morava pripraviti sama zaradi tega, ker sva spet to knjigo tudi napisala iz lastnih izkušenj, iz najinega dela, z najinega starševskega dela, z najinega partnerskega dela in pač takih stvari ne moreš delati nikomur ven. Tako da upam na vašo potrpežljivost, pa tudi na vašo pridnost, ker vi pač imate že na voljo tole knjigico, 4 take, v 4 delih je izšla in se lahko lotite počasi. Kako je bilo včeraj? Ne vem, meni so to taki dogodki, so mi sploh zelo čustveni in jaz sem čustven človek. Ampak en del, ki je bil meni res mogoče najbolj pomemben, pa ki se je mene najbolj dotaknil, je bil trenutek, ko je Noa rekel, brez veze, da tukaj filozofiramo, dajte odpreti vsak svojo knjigo in tam, ko boste odprla na tisto vprašanje, da je ta odgovoriti zdaj pred vsemi ljudmi tukaj v dvorani. In pa je bil majčkeno prijazen in je rekel, no, toliko, ka lahko. Hvala, Noa. In seveda, a veste, kaj se zmer zgodi? Jaz sem imela občutek, da je Albert pač odprl in dobil čisto lahko zgodbo. Ampak zakaj sem dobila ta občutek? Zaradi tega, ker je on imel pač srečo tisti trenutek in je odprl na vprašanju, ki je bilo povezano z njegovimi spomini na neko humorno zgodbo. Mogoče sem zato s tem začela, ker bi vam rada povedala, da vprašanja v teh knjigah niso težka, niso vsa težka. Ena so tudi tista, ki prebujajo vaše veselje, ki prebujajo vaše spomine na stik s starši, ki prebujajo v bistvu vaše zavedanje veščin, ki jih zelo dobro obvladate. Ali pa pač karkoli tudi dobrega, pozitivnega, veselega, lahkotnega, tudi to je noter, seveda. No in pač ob tem je Albert povedal eno svojo živahno zgodbo o tem, kako je pekel putko piščanca. Ne bom vam povedala celotnega dela, ker smo dogodek včeraj snemali in bo kmalu na voljo na naši spletni strani. Brezplačno seveda, tako da si ga boste lahko gledali in vam ne bom pokvarila tega vesela, da vam dele vse ščvekam. Tako da, dajte komaj čakati. Jaz sem tudi komaj čakala, da bo včeraj. No in jaz sem potegnila pa vprašanje,
ker sem se mu najprej skušala malo izogniti, zato ker mi je bilo včeraj to zelo težko vprašanje. In sicer, kako znam postavljati meje drugim, in potem vmes pač ta vodnik je sestavljen tako, da je vprašanje in potem je še veliko pod vprašanj, ki vam prebudijo neke spomine, občutke, neko zavedanje občutkov v svojem telesu in tako naprej. In jaz sem dobila vprašanje, ali znaš reči ne drugim. In sem prišla v spomin z eno mojo zgodbo okrog teh nejev. Sem zelo hvaležna, zato ker jaz sem ta delovni zvezek prebrala že velikrat. In lejte, včeraj mi je prišlo to zavedanje. Prej nikoli nisem tega pomislila, tako sem nekaj, pa jaz znam neje postaviti drugim. Pa ni res. Je ena oseba na tem svetu, ki ji ne znam postaviti meja, včasih tudi otrokom nisem znala postaviti meja, Albertu nisem znala postaviti meja. To zdaj vidim, da je pač bil moja zelo velika stiska v resnici. Ker sem imela to, ne da moram vse potrpeti, ampak da moram vse rešiti. Power woman. Noro. Še dobro, da sem še živa. In tako sem si tudi, mislim, da pridobila naziv. Veliko ljudi reče, če kaj rabaš, pa idhlej, ona bo vedno vse najdla pa rešila. Tako da, ne resno vzeti tega, ker to ni več tako. Skratka, da ne bom zdaj preveč dolgo vezla, včeraj na odru sem prišla tako močno v stik s tem, kako ne znam postaviti meje, še posebej ne znam postaviti meje moji mami, da sem se skoraj začela jokati. Skoraj. Ja, sem se zadržala, ampak zadržala sem se na ta način, da sem izrekla, ne bom zdaj jokala. To se pravi, a veste, ko mi nekaj izrečemo, ko izrečemo občutke, ko izrečemo čustva, je isto, kot da bi jih dali ven na en drug način. To se pravi, ko sem rekla, ne bom zdaj jokala, sem v resnici rekla, jočem. Prišla sem v spomin z občutkom, ne z občutkom, z dejstvom, da ko sem bila jaz majhna, so mi velikrat rekli, otrok odraslemu ne sme reči ne. To se pravi, s tem so hoteli zatirati to uporništvo. Pospravi mizo, ne bom. To je nespoštljivo, to je nedopustno, to se pač ne bo zgodilo. In jaz sem toliko poosebila to, da pač ne smeš reči ne, da sem ta ne smeš reči ne nosila s sabo ves čas. In s tem včeraj prišla zelo v stik na dogodku, potem smo šli pa domov in pač smo šli spat, tako kot pač običajni ljudje gremo spat. In sem se ponoči zbudila z zelo, zelo takimi intenzivnimi občutki in sem začela razmišljati o tem, kako jaz doživljam zavrnitve. In jaz doživljam zavrnitve zelo tragično. Recimo, če bi jaz zdaj rekla vam, joj, toliko bi Coca-Colo pila, a mi greš v trgovino po Coca-Colo? Za nalaž sem dala tak simpel primer, ker pač Coca-Cola ni nič, pač grem tudi sama po njo. Ampak recimo, da si ti nasproti mene in ti jaz rečem, toliko bi Coca-Cola, a mi greš po eno Coca-Colo. In pa ti rečeš, no, če želih, hočeš pa grem. To je pri meni konc. Bilo. Zdaj, od danes naprej upam, da bo drugače. Skratka, meni je bila ta grimasa, ta občutek, toliko dramatična zavrnitev, skratka, meni lahko vsi rečejo ne. Jaz pa pač ne moram reči nikomur ne. Ne smem, ne dovolim si, sama sebi si ne dovolim. Tako da ja, ta prireditev včeraj je meni dala veliko lekcijo, dala mi je veliko potrditev, da je delo, ki sva ga napisala z Albertom, res nekaj vrhunskega, ker pomaga celo avtorjem. Seveda pač bom razvijala tole zgodbo
naprej in se bom še ukvarjala z njo in pač zdaj ni zadeva kar rešena, to vemo, ampak naslednjič, ko se mi bojo te občutki pojavili, bom jaz lahko rekla, da ja, ne tako dramatično, saj veš, odkje to prihaja. In ko bo nekdo rekel, no, če pa želih hočeš, pa grem, bom z veseljem rekla, res sem ti hvaležna, da se boš potrudil zame. In potem te zavrnitve ne bo. Skratka, dovolila bom človeku nasprot sebe, da pokaže svoje težke občutke in dovolila mu bom, da naredi v teh občutkih nekaj zame. To, ko mi čakam, da se bo zgodilo, me zanima, čem res. A veste, to ne morete, zdaj, a ne, se mi vse tako zdi, wow, in sem čisto v stiku s tem in tako, ampak potem, ko dejansko te stvari pridejo, pa ni tako simpel, ni tako enostavno, ni tako juhuhu. In še naslednja stvar je, naslednjič, ko bo mene nekdo kaj prosil, bom premislila, a jaz to lahko naredim, ali ne bom naredila, a sem pripravljena narediti, a sem spočita, da to naredim, a je meni okej, če jaz to naredim, in bom rekla ne, če mi ne bo okej. In to je zdaj naslednji korak, ki se ga bom učila in ki ga moram usvojiti in verjamem, da pač ne bo lahek, ampak zdaj vidim pot. Za vsako oviro se skriva pot, nova pot. Tako da to je bil en tak dragoceni biser z včerajšnjega dogodka. Še en biser mogoče ta, da smo zelo v stiku s tem, ali pa z Albertom smo v stiku s tem, da staršem ta navodila predstavljajo veliko stisko, zato ker to ni knjiga, ki bi jo odprl in bral in bi noter bil recept. In verjemite mi, če bi jaz vedela ta recept, a veste, da bi vam ga prodala in potem bi šla na Havaje, ker pač mi ne bi bilo treba več delati, ker svet bi bil takole lepši in boljši in nežnejši in prijaznejši in ne? Ampak ni recepta, ni ga. S temi navodili si boste ta recept izdelali sami. In to je edini recept, ki deluje. Edini recept, s katerim si boste vi lahko pomagali. Edini recept, ki bo odrešil vas in odrešil posledično tudi družinske člane v vaši družini. Tako da, ja, potem smo imeli še žurko, pa smo imeli še za pit, pa za jest, tako da vam je lahko žal, da vas ni bilo. Podpisovala sva se v knjige. Če se komu nisva podpisala, lahko jo drugič prinese na kakšen dogodek, ki bo prišel, pa bova to naredila z veseljem. Tako da, lejte, jaz vam priporočam, da se lotite telih zvezkov. V januarju vas čakajo nove stvari, ki bojo prišle. In še ena stvar, naročite se na najin YouTube kanal, zaradi tega, ker bova zelo vestno objavljala video posnetke, ki vas bodo vodili in spodbujali skozi to, da boste reševali tele naloge. Zdaj, čez nekaj dni bom spet kakšen live posnela, pa vam bom povedala komentar moje mami na vsebino teh knjig. Pa ne smem vam povedati vse naenkrat, zato ker pač vse veste. Jaz verjamem, da se tukaj noter skriva moč in da bomo vsi skupaj močnejši, zato bom poskrbela, da se bomo začeli povezovati in pač s tem združevati naše moči. Zdaj vas bom pa lepo pozdravila. Kar bi vam rada še povedala je, da bo video o včerajšnjem dogodku zelo kmalu na YouTubu, zato se naročite na najin kanal Albert in Leonida Mrgole. Na YouTube pejte in vtipkajte Albert in Leonida Mrgole. In bova midva skočila ven in pa tam kliknite naroči se. Midva skačeva ven od povsod. Ja, težko se jaz poslavljam danes od vas, ker da bi imela še kaj vam zapovedati. Ama kdo kakšno vprašanje mogoče? Če bi me kdo kaj vprašal, ker mi je luštno v vaši družbi, lahko... Mogoče še ena stvar, ja. Evo, potem smo se pelali domov skupaj z Medejo in je Medeja rekla, da je pogrešala eno vprašanje.
In ko je povedala to vprašanje, sem se absolutno strinjala s tem, da bi to vprašanje res mogla enkrat postaviti, oziroma sem dobila eno drugo idejo. Rekla je, da nikoli nihče ne vpraša, kako je otrokom, ki živijo s starši, ki delajo na sebi. In to se meni zdi res zanimivo vprašanje. Kako je otrokom, ki živijo s starši, ki delajo na sebi? Potem sem jo vprašala, kako je otrokom, ki živijo s starši, ki delajo na sebi, ker sem jo imela že glih prerok. In mi je povedala odgovor, ki mislim, da jo bom enkrat prosila, da vam ga pove sama. Skratka, ne vem, bom naredila z njo intervju, a bom mogoče še kakšnega drugega otroka vprašala, da vidimo, kakšne odgovore, da bomo imeli od večjih otrok odgovore. Ampak definitivno so to odgovori, ki spodbujajo. Otrokom je všeč, če mi delamo na sebi. Čeprav jim je včasih zaradi tega bolj bedno, ampak jaz mislim, da jim je všeč, če mi delamo na sebi. Če smo odrasli, če smo odgovorni, če se lahko naslonijo na nas. Ampak se bomo pustili presenetiti in bomo čakali en tak pristen odgovor iz otroških ust. Tako da, ja, zdaj se bom pa lepo poslovila od vas. Imejte se lepo, pejte na YouTube, gledajte posnetke. Zdaj v teh dneh bo nov posnetek, tudi o najvodilih. Z Albertom bova poskusila vam pokazati, kako reševati stvari, kje delujejo, kaj so v bistvu tisti triggerji v teh knjigah, ki nas v bistvu ženejo naprej, ki nam zbujajo radovednost, hkrati nam pa dajajo pogum. Ne bova vas pustila na cedilu, ne boste sami, verjemite mi. In tukaj bova odgovarjala na vaše vprašanja in zelo nama je mar, kako boste doživljali ta najvodila, ko jih boste reševali. Tako da na spletni strani imate tudi kontakten obrazec in kdaj lahko tja noter napišete kakšen svoj feedback. Lahko tudi napišete, če vam je težko. Lahko nama tudi poveste, če ste kakšno stvar rešili. Zato, da bomo imeli zgodbe dobrega upanja. Zdaj vam pa želim ful lep večer. Stisnite se henmu in uživajte na vso moč. Na toplem. Čau, čau.